Na kvalifikacijah za veliko nagrado Avstrije smo vsi navdušenci Formule 1 videli tisto, kar si pravzaprav najbolj želimo na vsaki dirki – nepredvidljivost. Kombinacija visokih temperatur, posebnega tipa proge, kjer je glavno pospeševanje in zaviranje, ter vožnje na meji in tudi kakšenkrat čez njo strani vseh voznikov so pripeljali do rezultata, katerega na začetku vikenda si sploh nismo znali zamisliti. Pole position je dosegel Charles Leclerc, to je drugi pole position na 3 zadnjih dirkah za skuderijo Ferrari, a po drugi strani je imel Sebastian Vettel čudno mehansko okvaro. Na začetku tretjega dela kvalifikacij, tistega pravega dela kvalifikacij, tistega dela, ki šteje, mu niso mogli zagnati pogonskega sklopa. Po izjavah članov ekipe skuderije Ferrari naj bi šlo za neko mehansko okvaro na sistemu stisnjenega zraka. Predstavljam si, da je šlo nekaj na tem sistemu, ki polni ta rezervoar za pnevmatsko krmiljenje ventilov. A to je samo moja interpretacija. V glavnem, šlo je za nek manjši del, nič resnega po njihovih besedah, a potrebno je bilo dosti časa, da so napako odpravili. Vseeno, Sebastian Vettel v tretjem delu kvalifikacij ni dosegel časa in bo zaradi menjave menjalnika na bolidu Kevina Magnusena začel kot 9. A poleg tega je treba poudariti še eno drugo dejstvo. Tako Vettel kot tudi poleman Charles Leclerc bosta dirko začela na pneumatikah soft. V bistvu so edini, ki so uporabili medium v drugem delu kvalifikacij Q2. Lewis Hamilton, Valtteri Bottas in Max Verstappen. Pogledal sem malo situacijo, ki je bila lani na veliki nagradi Avstrije. Zmagovalec Max Verstappen je začel dirko na super soft in po 15 krogih dal tisto soft pneumatiko ter peljal do konca. Kolikor se spomnimo, takrat so bile pneumatike drugačne od letošnjih. Imeli smo tisto maurico barv, niso bile enake barve, enake trdote, kot bi lahko si danes mislili. Kajti supersoft pneumatike letos nimamo ekvivalenta. Tisto, kar je na tej dirki najmehkejša možna, to se pravi soft kot oznako C4, bi ustrezala lanski ultrasoft, to se pravi stopnjo mehkejša od tiste, ki so rabili lani na dirki. Tista srednja je pa enaka. Zakaj so zbrali v teh dveh ekipah, v Red Bullu pa Mercedesu, srednjo pneumatiko za začeti dirko? Bi lahko rekli, da mogoče zaradi visokih temperatur so se bali, da se bi jim zgodilo nekaj podobnega, kot se je zgodilo Giovinazziu na veliki nagradi Francije. Sicer, kot sem že povedal v uvodu, tiste vrednosti za pneumatiko so bistveno nižje od tiste v Franciji. Vseeno, obstaja tudi možnost 2 postankov na tej dirki. S tem, da je čas, ki se ga izgubi na postanku, dolg približno 22 sekund. Če to razdelimo na 71 krogov, pomeni, da bi moral tisti, ki se bo 2-krat ustavil, vsak preostali krog na dirki voziti za 0,3 hitreje od vse konkurence. Je to možno, bomo videli jutri na dirki. Zanimivo je še nekaj drugega. Pri Ferrariju so res Q2 napravili na tisti najmehkejši, to se pravi soft pneumatiki, ampak Q1, za razliko od ostalih, so napravili na rumeni medium. Oni so že na izboru, tem začetnem izboru pneumatik imeli več teh pneumatik srednje trdote od ostalih in zelo malo teh najmehkejših. Jutri bomo sicer videli, kdo se je uštel pri izboru, kdo se je uštel pri tej strategiji, a stvari niso tako jasne, kot izgledajo lahko na prvi pogled. Andrew Benson je izračunal ritem na posamezni pneumatiki, tako za Mercedes kot za Ferrari, in na soft jim je dal rahlo prednost Ferrariju 1.092, medtem ko Hamilton je imel z Mercedesom 1.093 dobrih. Na hard pneumatiki se je stvar obrnila, to se pravi na 1.89 za Hamiltona v Mercedesu, medtem ko Vettel naj bi dosegel 1.099 sekundo več od Hamiltona. Ampak to so ritmi, to so zračunane iz drugega prostega treninga,
te cifre lahko so daleč od resnice. Prav tukaj je za poudariti nekaj. Problem pri Ferrariju je ta, da je Sebastian Vettel na 9. štartnem mestu, drugič zaporedoma, je zelo zadaj, ni važno, čigava je krivda, da je zadaj, začel bo dirko zelo iz ozadja. Problem bo, da bo imel pred sabo druge voznike, drugih ekip, kateri so tudi tu začeli blesteti. Eden nad vsemi je Lando Norris in druga oba voznika Alfa Romeo Racing, tako Kimi Raikkonen kot Giovinazzi. S težavo jih bo prehitel, na začetku bo izgubil verjetno ogromno časa, podobno kot v Franciji, in to se bo verjetno na koncu poznalo. Po drugi strani Charles Leclerc bo imel prednost pred Vettelom in upam enkrat toliko, da mu bo dali možnost, da se bo boril za tisto zmago, ki jo toliko vsi od njega pričakujemo. Upam, da ne bo kakšnih čudnih strateških potez, čeprav ta izbor soft pneumatike v Q2 je lahko že malo čuden pokazatelj celega koncepta dirke, ki so ga izbrali. Med razočaranji, saj mojimi osebnimi pri kvalifikacijah za to dirko, zagotovo tovarniška ekipa Renault, Scuderia Toro Rosso in Valtteri Bottas. Od Bottasa sem pričakoval več, prehitel ga je Max Verstappen in ni tisto, kar sem od njega pričakoval, kar je kazal v začetku sezone. Pričakujem tudi, da bo se lahko spremenil ta vrstni red pred začetkom dirke, kajti v preiskavi zaradi oviranja v prvem delu kvalifikacije Lewis Hamilton, kateri je nekako čudno prečkal pot Kimiju Raikkonenu. Gledano iz večjih perspektiv je možno, da bo dobil vsaj 3 kazenska mesta, podobno kot je dobil George Russell, kateri je oviral Danila Kvyata. Čeprav sta oba potem kasneje prišla v Q3, menim, da je možno, da se bo tudi to zgodilo in zato bi še bolj poudarilo tisto nepredvidljivost vse te dirke, katero mislim pa, da bo vsem nam koristilo, kajti dirka bo s tem še bolj zanimiva. Tako kot sem spremljal danes kvalifikacije, živim prenosom bom tudi jutri dirko na istem profilu. Če vam je bilo všeč, vabljeni tudi v nedeljo, 15 minut pred 3. uro. Ta uvodni del bo sicer tako se pravi malo daljši, 25-minutni, a pogledali bomo malo zgodovine, malo teh zadnjih novic, malo teh predvidevanj, kaj pravijo pri Pirelliju za pneumatike, za strateški pogled in seveda celo dirko. V glavnem, hvala za vašo pozornost, vidimo se jutri in nasvidenje.